Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o intuiciji. Kako povečati intuicijo, kako povečati komunikacijo z našimi vodniki, kako se prav odločati. No, dejstvo je, vsakodnevno se imamo za kakšno stvar za odločiti in dejstvo je, da pogosto nas šofira strah. Bolj kot sledimo strahu, bolj sigurno ne slišimo intuicije, bolj sigurno smo ločeni od tega notranjega vodstva in potem, ko se pa začne hrup v glavi, in zdaj tukaj govorim o svojih izkušnjah, leta nazaj, veste, sem imela precej prepiha v svoji glavi. Enostavno non-stop se mi je kotalilo nekaj po glavi, pa problemi, pa položnice, pa zdravje, pa otroci, pa odnosi, pa posel, pa še kaj. A veste? In ko se ti vrti vse skupaj po glavi, problem na problem na problem, v bistvu jaz sem se počutila, kot da sem v nekem vrtincu in da tonem in zmerom bolj dol grem. In bolj kot sem razmišljala o problemih, več jih je bilo. Dejansko najtežje je potem enkrat reči dovolj. Zdaj pa začnem drugače. Ker ko smo v tem negativnem ciklu, je najtežje se odločiti, zdaj pa začnem drugače. Ker potem, ko si že na zeleni veji, potem je enostavno, potem še več dobrega vsakodnevno se ti dogajajo dobre stvari in si dobre volje in vse gre v pravo smer. Ampak kako splezati iz tega oblaka ali pa bolj iz blata negative, kot neko živo blato. No, zdaj pa, jaz vam bom govorila iz svojih izkušenj, kako sem plezala iz živega blata negativne energije. Ena stvar, kar je meni sigurno pomagalo, je to, da sem začela brati knjige. Ampak, kaj se je dogajalo, ko sem brala predvsem od Louise Hay knjige? Kot bi imela na eni strani enega angela, ki mi govori, vse bo v redu, pa sem si ponavljala pozitivne trditve, recimo pri kilaži, kjer piše vitka sem, pa sem šla mimo ogledala, pa sem si rekla vitka sem. Ampak na drugi strani je bil pa drug glas, ki mi je rekel, pa dajno nehaj, daj poglej se v špegel, komu lažeš? To že vse veš, vidiš, da to ne deluje. Se pravi, na en način, en del mene je želel se spremeniti, drug del mene je bil pa programiran na staro. In dejstvo je, da dokler sem jaz vztrajala samo na tem zavestnem, na logičnem delu, na zavesti, nisem prišla nikamor. No in potem seveda sem začela raziskovati in brati v tej smeri, kako deluje podzavest. Obstaja ena dobra knjiga, Neskončna modrost, neskončna moč podzavesti, oziroma še ena knjiga je od istega avtorja, Denar. Ne bom znala povedati, bom od spodaj v komentarju povedala, ampak v glavnem, pač brala sem, ampak še zmerom nisem nikamor prišla s temi zadevami. Zdaj tukaj, ko gledam, veste, jaz imam tukaj knjižno polico z vsemi možnimi knjigami. V glavnem, dejstvo je, da sem hotela na en način izklopiti ta zavestni ki je bil ves čas v nekem premlevanju, tudi preštevanju problemov, ta je rekel to, se je zgodilo to, kako je to in tako naprej. In pač ta del izklopiti in priti do podzavesti, tam, kjer so v bistvu moji programi, s tem, ko pa izklopiš ta zavestni se ti pa tudi poveča kanal komunikacija z višjim jazom. No, zdaj, da si boste lažje predstavljali, to je iz knjige Ko imajo duše žur, vam bom predstavila, vam bom pokazala risbo, kako izgleda ta višji jaz, komunikacija z višjim jazem. V glavnem, ko začnemo komunicirati z višjim jazem, poglejte, to je v bistvu, to so vodniki, naš vodnik, ampak višji jaz je pa takoj za nam, v bistvu v tem našem balončku naše aure. In v bistvu takoj za nam ti zdroben glasek, ki ti na prvo žogo reče, naredi to, odloči se tako. In potem se zavestni vmeša in reče, ne, tam ima pa toliko štempljev,
ne, kaj pa, če ti ne bo šlo in tako naprej. Zato, glejte, ko vam začne ta pričapetovati, to so programi, ne vem, od otroštva. Pojdimo zdaj na otroštvo. Tisti, ki ste odraščali ob strupenih starših, imate v bistvu direktno ta glas negativen, ki vam govori, kritični glas vaših staršev, ki so vam mogoče govorili, da niste dovolj, da iz vas mogoče nič ne bo, da niste niti vredni. Mogoče ste bili zaznamovani že ob rojstvu, da niste ta pravega spola. In če niste ta pravega spola, pomeni, da imate štempelj, nikdar ne boste dovolj. Ker lejte, če niste, recimo poznam samo en primer, da si je gospa želela punčko in se je rodil fantek, in poznam nešteto primerov, da so si želeli fantka in so dobili punčko. No in te punčke, ki so zrasle, odrasle ženske, imajo odličen program, da niso dovolj. In ne sprejemajo svojega telesa, ga ne morejo sprejeti, zato ker niso bile one sprejete kot dojenčki s tem spolom, kakor so se rodile. In veste, tukaj ženske imamo res ogromno dela, da sprejmemo svoje telo, da se nehamo kritizirati in da rečemo tistemu negativnemu glasu, pa daj utihan, dovolj. No, in ko si ponavljamo pozitivne trditve, da rečem, dovoljujem si sprejeti svoje telo. Naslednja stvar, seveda, spet vas bom učila, dajte raziskovati, kaj je v vaši podzavesti. Dajte raziskovati, prosite vaš višji jaz, da dobite sporočila med sanjami. Zato, ker sanje, v bistvu zavestni je izklopljen, ko spimo, in v bistvu takrat nam preko sanj višji jaz začne razlagati, kaj je pomembno za nas. In recimo, če sanjate neko žival moči, veste, kako naredite, na eno stran papirja narišete žival, na drugo stran napišete svoje ime in napišete, kaj mi sporočaš. In recimo, ta žival vam bo sporočila, potem si samo pišete zraven, kaj vam sporoča, kaj vam sporočajo sanje. Lahko greste pogledati v sanjsko knjigo, ampak še bolj enostavno je, če se vam nekaj sanja, da vi ozavestite, kaj vam sporočajo sanje. No, vam povem današnje sanje, moje. Tukaj imam karte, karta mi je padla na tla, Ošotove karte imam tukaj. Današnje sanje so bile, da sem knjige peljala k sebi domov v skladišče in potem je bil en sosed in me je peljal, je rekel, da mi bo pomagal pri tem, da bova pač šla po knjige in da jih bova skladiščila. In v bistvu med potjo me je začel otipavati. In jaz sem se branila in sem rekla, še malo pa bom do policije prišla. In ko sem se zbudila, sem ozavestila, da imam nekje globoko še vedno strah pred tem, da bi bila zlorabljena. In zdaj poglejte, to ni iz tega življenja. Jaz v tem življenju nisem bila zlorabljena spolno, ampak sem dovoljevala drugačno zlorabo. Bila sem, recimo, priča prepirom doma in to je psihična zloraba. Psihična zloraba je tudi, ko živiš v partnerskem odnosu in seveda jaz sem dovoljevala to. Tukaj ne kažem na nikogar, da je drug kriv, ker to je bila moja šola učenja. Veste, vsak izmed nas ima svoje šole. No in takrat, ko sem se vrtela v tem logičnem svetu, sem seveda izklopila intuicijo. No, zdaj pa pojmo, kako povečati intuicijo. No, dajmo. Ošotove karte. Ko sem jaz začela spremljati ta sporočila, da sem postajala vedno bolj pozorna na ta glas, ki mi je govoril, naredi to. No, sem velikokrat uporabljala karte. Angelske karte, čarobni samorogi, zdaj uporabljam Ošotove karte, vodstvo bogin in da vidimo, za vse nas, ki želimo, da povečamo intuicijo, kaj je ta trenutek pomembno. Počutimo se kot izobčenci, ampak pomembno je, da snamemo samo verigo, ključavnica je že odprta in stopimo proti svetli bodočnosti. Nič več nas ne ovira nas mogoče samo to, kar je preteklost.
Tukaj je sicer otrok, ki stoji pred zaprtimi vrati, mogoče je to tisto, kar nas ovira. Kaj so nam vsadili v otroštvu? Programi iz otroštva, ko so nam govorili, kako mi nismo, kako ne znamo, kako mogoče iz nas ne bo nič, kako mogoče nismo smeli na določeno šolo. Recimo, jaz sem hotela iti na oblikovno šolo, pa me doma niso pustili, ker me bo Ljubljana pokvarila. In sem ostala v Škofji Loki in sem naredila strojno šolo. No ja, strojna šola je zanimiva. Predvsem mi v življenju ne koristi, kaj pride razen. A veste, ki mi pa pride prav natančnost pri teh postavitvah, ker slike, pa dejansko izbiram vse jaz za v knjige in tudi to, koliko je milimetrov, kako je to, da je v ravnovesju te zadeve, očitno nekaj mi je pa pustila ta šola. No pa gremo naprej. Za vse nas, ki delamo na tem, da povečamo intuicijo. Ničnost. Tema. Tema. Kvantno polje. Kvantno polje. Wow, kar kurjo pot imam. Kvantno polje je dokazalo, da s svojo mislijo lahko ustvarimo čisto vse. Čisto vse. Da lahko reprogramiramo čisto vse. Da imamo v sebi vso moč, ki jo potrebujemo, da lahko vse spremenimo, ampak prav vse. Kvantno polje je dokazalo, da opazovalec določa končni rezultat preizkusa. Se pravi, moja pričakovanja vplivajo na končni rezultat. Moj program vpliva na to, kaj se bo zgodilo. In če jaz pričakujem nesrečo za moje otroke, ali pa da bojo moji otroci, boh nadej, da zaidejo v slabo družbo, zadnjič sem z eno gospo govorila in rekla, joj, pa da naj jo zašli v slabo družbo. Sem rekla, moje so velike in imajo odlično družbo. Veste, jaz sem jih prepustila v angelsko varstvo. Jaz zaupam v to, da so otroci vodeni in s tem jaz kot mama, če ves čas razmišljam, da ne bojo v slabi družbi, jaz njim dobesedno kujem prekletstvo. Enostavno sem jih spustila in jih dala v angelsko varstvo in vse 3 punce so v redu, so super, so enkratne. Veste, kako je fino opazovati svoje otroke, ko vidiš, da jih zalivaš s pozitivno energijo. No, gremo na naslednjo sporočilo za intuicijo. Zavedanje, da v sebi smo več. Da ta plašč, ki nas obdaja, je samo fasada. Da v sebi smo nesmrtni, veličastni, veliki. Da v sebi zmoremo. Da zavedati se moramo, da mi imamo v sebi vso moč, ki obstaja. In da, ko se bomo začeli zavedati, da smo, glejte, moč našega srca ima 5000-krat večjo moč kot naši možgani. Naše srce ima svoje senzorje, naše srce ima svoje zavedanje in svoj, dobesedno kot svoje možgane. Naše srce ve, preden ve, naš ampak ta nas šofira. Ne, treba tako, pazi, pa tako naprej. Ampak srce, če ga bi poslušali, to pomeni, da smo zmeraj na pravi poti. In ko poslušamo srce, glejte, s tem, ko delamo mišični test, če se jaz ne znam odločiti, rečem, kaj je dobro za mene, jaz se vprašam lahko celo za hrano. In rečem, recimo, a bi bil ta trenutek krov dober za mene, je ne. Ta trenutek, ne vem, zdaj tole snimam zvečer, seveda večerja, beljakovina in zelenjava. Dobro solato s feta sirom si imam naredila pa z mocarelo. Recimo, ampak če se ne znam odločiti tudi za neke poslovne priložnosti, lahko vprašam mojo intuicijo. Ali, če se ne znam odločiti, lahko pošljem to vprašanje višji duši gor in rečem, dajte mi odgovor. In ta odgovor, poglejte, je tako močan, ko sem jaz spustila logično, ko sem iskala prostor, kjer bom živela, se nekaj ne najdem. Najte mi. In sem prišla k krasnim ljudem, ki me imajo radi, kot da bi bila njihova hči. In jaz jih imam rada, kot da bi bila njihova hči, kot da bi dobila dodatna 2 starša. In dobila sem absolutno novo sestro.
A ni to nekaj neverjetnega, ko spustiš vse pričakovanja in rečeš, uredite. Zaupati v to vodstvo. No, za vse nas, ki želimo bolj slišati intuicijo, vodstvo bogin, lahkotnost. Nobene potrebe ni, da hitite ali da silite v resničitev. Vse se dogaja ob svojem času. Vse se dogaja točno tako, kot mora biti. Vedno. Zaupati v veliki božanski načrt. Glejte, mi smo pogosto tako kot mehni otroci. Mehen otrok hoče ta trenutek igračo, se vrže na tla, joka, trmari. In kaj naredi moder starš? Pač otroka pusti, naj trmari. No, ravno tako, pač ti naši vodniki, lahko rečete stvarnik, lahko rečete oče, lahko rečete, pa nič ni važno, ta sila, ki nas je ustvarila, reče, ok, počakajmo. Zdaj trmari, je tako na tleh, pa obupuje, počakajmo. In ko se umiri, takrat enostavno, a ne otrok, takrat lahko komuniciraš z njim, kot starš. In ravno tako je pri nas, ko se umirimo, takrat lahko slišimo ta sporočila, takrat lahko slišimo, kaj nam želi povedati višja duša, naši vodniki, kakšno sporočilo imajo za nas. No, zdaj pa pojdimo naprej na karte prehodu na vodobo. Ta trenutek za vse tiste, glejte, moj jutranji ritual je vsako jutro, ko vstanem, se zahvalim svetlim silam za pomoč. Vzamem karte prehodu na vodobo in vprašam, kakšno je sporočilo za danes. In potegnem par kart, načeloma 4 karte. In da vidimo, kakšno je sporočilo za danes, za vas. Naključne karte so vam prišle in je prišlo ven. V nebovzeti mojstri, podpira me vse stvarstvo, jaz sem ljubezen. Glejte, tam, kjer je vojna, naj bo mir, tam, kjer je obup, naj bo vera, tam, kjer je prepir, naj zavlada sloga, tam, kjer je neskladje, naj bo skladje. To je v bistvu povzeto po molitvi svetega Frančiška Asiškega, molitev za mir. Potem čakra tretjega očesa. Čakra tretjega očesa se čisti, ja, tudi z vodo. Čakra tretjega očesa ne da spirate ta del z vodo, ampak potrebujete večjo količino vode, da jo pijete. Sploh zeliščnih čajev, ki vplivajo na razstrupljanje. Zdaj pa v bistvu čakra tretjega očesa pa direktno povezana z epifizo. Se pravi ta duhovno oko, intuicija, zaznavanje, videnje, vedenje. Zadnjič sem govorila prosto mojo novo sestrico, je rekla, veš, včasih me je bilo strah reči, vem, zavedam se, ampak vedno bolj sem v stiku sama s sabo in zmerom bolj se zavedam, vem, imam vedenje vsem noter in vsi mi ga imamo. In ta čakra tretjega očesa vidim resnico. Resnica je ena. Dovolite si videti resnico. Glejte, resnica včasih boli, ampak druga stvar pa je, da resnica nas osvobodi. Pojdimo na tisto, kjer smo bili najbolj dobesedno kastriran, dobesedno odvzeta nam je bila moč. V rani mladosti smo pač sledili staršema, ne? In če so starši rekli, da na štedilniku peče, smo jim verjeli. Če so starši rekli, da pač kar so starši rekli, smo jim verjeli. In tudi, če so nam rekli, da nismo dovolj pametni, recimo, smo jim to verjeli. Pač otrok verjame staršu vse, kar on zapoveduje. No in dejstvo je, da otrok ne bi smel nikdar biti posrednik med starši. Nikdar. Se pravi, da je posrednik, da nosi sporočila od enega starša do druga. In to je zloraba otrok. Zdaj, kaj se zgodi? Ko odrastemo, je prav, da če vi želite pobrati svojo moč nazaj, da mogoče napišete temu strupenemu staršu, kar mu gre, oziroma da mu poveste, kar mu gre. Kako ste se vi počutili takrat, ko ste bili sel med enim in drugim staršem? Kako ste se vi počutili takrat, ko se mogoče niso zavzeli za vas?
ali pa ko so vas ponižali, ali pa ko so vas kaznovali. Kako ste se počutili? Zdaj, če niso več tukaj med nami, če so na drugi strani Mavrice, v tem primeru lahko napišete pismo in ga preberete na grobu. Prižgete svečko ali pa mogoče greste k vodi, preberete, strgate in dovolite, da potem ta voda odnese vse to. Ampak je prav, da se pogovorite, da izraste ta del. Ko boste vi izrazili svojo resnico, takrat boste pobrali svojo moč nazaj. Zdaj pa to je temeljna moč, ki je povezana s prvo in drugo čakro. In dejstvo je, da dokler imamo to obtežitev na prvi pa drugi čakri, mi ne moramo imeti energije tukaj, da bomo komunicirali z višjo dušo, ker smo tako močno obteženi, težki, sploh ženske, katera ima hud celulit na nogah, ki ima zamaščene noge, ki ima težave z limfo, je direktno povezan to ščitnico z izražanjem, s govorjenjem svoje resnice. Zato, ker glejte, na limfo deluje, se pravi prepona, spolna čakra, ampak ščitnica, izgovorjena resnica. Povejte resnico. Kaj je vaša resnica? Kako ste se počutili? Takrat v tistem dogodku, čemer se ne govori, kar je treba skriti, kar je sramotno mogoče. Kako ste se počutili? Povejte. Ker s tem boste aktivirali čakro tretjega očesa in čakra tretjega očesa je direktno povezana z intuicijo. Jaz zdaj tukaj pri sebi, jaz vam vse tle okrog, iščem tole knjigico Prehod v novo dobo, karta 66. Zanimivo, 66, da je prišla karta, 66 je angelsko število materialne skrbi, zaupajte angelom, za vse bo poskrbljeno. Marsikdo 66 povezuje z hudičevim številom. In zdaj, če bi bilo to število hudiča 666 in po drugi strani 3 ali pa 33 ali pa 333, je pa sporočilo v nebovzetih mojstrov, sporočilo lahko Jezusa, lahko kakšnega drugega mojstra, lahko Marije, lahko Saint Germaina, pač tistega mojstra, ki ga čutite. In v glavnem, ko damo to odpuščanje, sporočila v nebovzetih mojstrov na to težo, ki jo ne želimo spustiti, pride 999 in to je sporočilo Boga, enosti. No, ampak okej. Pojmo zdaj na čakro tretjega očesa. Brezpogojna ljubezen mi omogoča telepatsko sporazumevanje in jasnovidnost. Stvarnik, daj mi moč, da spremenim, kar mi ni všeč. In daj mi moč, da sprejmem, česar ne morem spremeniti. Zdaj vam bom še v nebovzete mojstre prebrala. Dovoljujem, da sem kanal, preko katerega se na zemljo steka ljubezen. Kjer je obup, naj bo vera. Kjer je tema, naj bo svetloba. Kjer je žalost, naj bo veselje. Naj bo vsako bitje na svetu blagoslovljeno ter prežeto z veseljem, toplino, nežnostjo. Naj bo polno zdravja in lepote. Stvarstvo me podpira pri potovanju v srce. No in prav ta srčna čakra, ki se aktivira, ko občutimo zmerom več ljubezni, ker začne se pri nas, se dobesedno poveže energija s kronsko čakro, pa s čakro tretjega očesa in začnejo skozi nas teči sporočila. Enostavno dobivamo sporočila. Dobesedno lahko začnete čutiti, kot da se je povečal kanal in da vam kar antene stojijo po konci. No in v glavnem, naprej smo dobili voda, očisti me, dovoljujem, da vsi strupi odidejo. Zato, ker prav te strupi, čustveni strupi, zastrupljajo žleze v možganih. In naslednja karta je nadangel Ariel. Nadangel Ariel je neverjeten nadangel, ki jasnovidna sporočila nosi v našo zavest. Nadangel Ariel je angel hihitanja, nagajivosti, angel, ki hoče spodbuditi, da vidimo,
prav intuicije. Tukaj noter v knjigi Ko imajo duše žur so tudi nadangeli upisani in vam bom majčkeno prebrala od Ariel. Ime Ariel pomeni božja moč in pravica. Nadangel Ariel deluje žensko energijo. Moč, ki je v milini in graciji. Moč, ki je v spoštovanju sebe in drugih. Moč, ki je v sočutju. Moč, ki je v povezovanju, najvišje dobro vseh. Moč, ki je pravična. Povezana je s čistim obiljem vsega dobrega na vseh ravneh. Čista blaginja vsega. Ariel je največkrat upodobljena skupaj z levom. Najdemo jo lahko tudi, kako je odeta v zlat plašč, ki ga prekrivajo njeni zlati lasje. V rokah drži zlat rog, iz katerega kipi čisto zlato. Tukaj je mandala Ariela in takrat, glejte, ko vam je težko, vzemite knjigo, Ko imajo duše žur in pejte tam, kjer vas pokliče in samo dajte roko gor na mandalo, da vas napolni nova energija. Videli boste, kako so mandale močne, prav močne, ker dobesedno, ko boste srkali to energijo, boste vedeli. Nadangel Ariel hodi pred nami, nadangel Ariel čisti. Mihael je tukaj na desni strani in je tako z mečem, ki seka stran vse, kar more iti stran. Ampak Ariel pa nosi sporočila, tista, ki morajo priti v našo zavest. Trka, hoče, vztrajanje, daj sliš me. V glavnem in nam sporočila pošilja. Včasih kakšno, recimo, vidimo na nebu kar eno ptico ali mogoče vidimo kakšen oblak, mogoče vidimo perje. Hoče nas prebuditi, le tukaj sam, pomagam ti. Afirmacije in molitve nadangelu Mihaelu. Nadangel Ariel, vodi moje srce, da bom imela samozavest in pogum govoriti svojo resnico. Pomagaj mi, da bom iskreno zaznala svojo resnico in si jo drznila tudi izraziti. Poveži me z mojo bitjo, da bom vsakim dihom bolj jaz, da bom z vsakim dnem bolj pristna. Gre se za to, lejte, da ti strah, ki ga imamo, strah pred sodbo, kdo bo kazal s prstom na nas, kdo nas bo obsodil, kdo bo rekel, ti ne pašeš v to družino, ti si taka, ti si napaka, ti si... In je bolj varno biti tiho. In reči, ja, pač tako je, tako imamo pri naš hiš. Ali pa jasno stati za sabo in reči, ja, jaz sem pa nekaj posebnega v tej družini. Pač zaznavam sporočila in to je v redu. Ne, nisem izmešan, ampak samo jaz sem. Zato, ker globoko v sebi smo vsi to božanska bitja s tem človeškim telesom. To smo. Tale intuicija, življenje nas uči. Ja, življenje nas uči in bili smo kastrirani. Odzeta nam je bila moč in zdaj prihajamo nazaj do svoje moči. In dovolite, da ta sporočila tečejo skozi vas in vas vodijo in vas usmerjajo. In ko dobite nek navdih, da ko vam nek glas reče, da je naredi to, pa vam drug glas reče, ne, se to na noben kupu. Rečete temu utihan in sledite tem navdihom, kar vas vodi. Boste videli, da boste prišli do tistega, kjer je prav v vašem življenju. Dovolite, da vas vodi vaša duša. To je intuicija. Tako da uživajte. Današnji video je postal majčkeno daljši, ampak v glavnem je že prav. Intuicija je taka posebna beseda, stanje, in ko imaš intuicijo, verjemite mi, svet je dobesedno vdet v mavrične barve. Tako da uživajte, imejte radi sebe, ker tukaj je začetek vse ljubezni in stvarstvo vam bo poslalo še več ljubezni, v bistvu obilje ljubezni. Uživajte.